Živijo in lepo pozdravljeni na našem kanalu v sklopu video predstavitev nevladnih organizacij, ki nastajajo pravzaprav z namenom predočiti, prikazati pomen in vlogo nevladnih organizacij, pravzaprav tudi njihov doprinos, njihov angažma. In sicer vse to počnemo člani nevladne organizacije v javnem interesu RAMAU v sklopu projekta Koroška demokratična postaja. Če čisto na kratko povem, zakaj pravzaprav gre v sklopu tega projekta, ki je podprt strani Active Citizen Fund, Islandija, Liechtenstein in Norveška. In ta projekt tudi izvajamo v sodelovanju z vladnimi organizacijami naše koroške regije. Te so Moci Slovenj Gradec, potem Gimnazija Slovenj Gradec, Mladinski svet Slovenj Gradec in tudi Mladinski center Dravograd. No, s projektom Koroška demokratična postaja se pravzaprav manjka politične participacije, lotevamo z vzpostavitvijo torej nekega skupnega stalnega dialoga, z vzpostavitvijo foruma, kar pa počnemo z različnimi aktivnostmi, torej od Koroške demokratične postaje oziroma pisarne za opolnomočenje državljanov, ki je na voljo torej vsem našim občanom vsak dan v tednu, na voljo z reševanjem najrazličnejših vprašanj in tudi s pretvorbo v nek uradni jezik. Tukaj je realizacija najrazličnejših razstav, torej angažirane umetnosti in realizacija najrazličnejših diskusij, tudi delavnic, v sklopu katerih potem tematiziramo aktualne družbeno-politične teme. V ta projekt, torej Koroška demokratična postaja, sodijo tudi pisanje pobud, popisanje najrazličnejših predlogov, ki jih recimo naslavljamo na naše odločevalce, torej Mestne občine Slovenj Gradec. Sem recimo sodi predlog, ugotovili smo namreč na osnovi analiz, da v Mestni občini Slovenj Gradec primanjkuje urbani prireditveni prostor in na to temo smo torej v Mestni občini na Mestno občino Slovenj Gradec naslovili predlog, pri katerem je sodelovalo kar 16 nevladnih organizacij. No, še en uspeh, ki bi ga recimo lahko izpostavila zdaj na tem mestu zelo na hitro, je recimo tudi sodelovanje pri nastajanju dokumenta Lokalni program za kulturo za naslednje 4-letno obdobje ali recimo predlog za pripravo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov neformalnega izobraževanja in sicer za nevladne organizacije, torej gre konkretno za nevladne, nejavne organizacije. In recimo to vrstni razpis prej v Mestni občini ni obstajal, no zdaj v novembru pa so ga tudi uradno objavili, tako da recimo to seštejemo še za enega izmed uspehov, če se lahko malo hvalim uvodoma, torej v sklopu projekta Koroška demokratična postaja. V ta projekt, v sklopu tega projekta, torej po to okrilje, pa sodijo zagotovo tudi te video predstavitve nevladnih organizacij, s katerimi torej, kot želimo pravzaprav, kot sem povedala uvodoma, predstaviti njihov pomen, njihovo vlogo, zakaj pravzaprav sploh so nevladne organizacije in zakaj jih je na splošno dobro imeti in tudi nenazadnje dobro podpreti. Danes, torej v tem trenutku, predstavljamo Društvo ustvarjalcev Detajl. Z nami je Stanka Blatnik, lep pozdrav in seveda najlepša hvala, da si se odzvala temu vabilu in da boš seveda nam vsem skupaj predstavila, s čim se pravzaprav ukvarjate, torej naredila skupaj z nami eno tako, bova prehodili eno pot torej celotnega tega vašega delovanja. Pozdrav in hvala za povabilo. Torej, če začneva kar na začetku, si modna oblikovalka, soustvarjaš torej trende visoke mode in nekje na poti torej svojega delovanja je prišla potreba po ustanovitvi torej Društva ustvarjalcev Detajl, ali kako? Ja, v bistvu društvo je nastalo kot posledica projekta, ki je padel nekam vmes leta 2015, je Anja Šuler, arhitektka z ekipo, pripravila poskus oživitve mestnega jedra, projekt, ki je prostor, ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Slovenj Gradec. Jaz sem bila takrat članica ZOFE, Zadruge slovenskih oblikovalcev v Ljubljani, ki na nek podoben način združuje ustvarjalce, kot je bila zastavljena trgovinica Pop-up. To je bila idejno že oblikovana, to je bil že kar njen osnutek in takrat smo 4 oblikovalke napolnile to trgovino. Spomnim se, da je bilo časa 2 dni, v 2 dneh smo uredile prostor, ki je bil zapuščen. Anja je povabila k sodelovanju lastnike praznih prostorov v mestu. Vemo, da prazni prostori so kot neke črne luknje v vesolju, slabo delujejo, njihova energija je negativna za mesto. In mlade ljudi, ustvarjalce z različnih področij, ki imajo idejo začeti neko dejavnost kot poskus, enomesečni poskus. Mislim, da smo
takrat je bilo napolnjenih 7 prostorov, da smo edini prostor, ki še danes živi na prvotni lokaciji, od tega je že 6 let. Po tistem preteku meseca dni smo imeli mi željo še nadaljevati. Torej projekt je trajal mesec dni. Ja, po mesecu dni je bila zadeva zaključena, oziroma prostor ni bil več na voljo brezplačno. Konkretno ta naš prostor je bil v lasti banke Raiffeisen. Ves čas se je prodajal, banka je imela namen prostor prodati in po tistem obdobju smo podaljševali najemno pogodbo z njimi za mesec, 3 mesece. Kar je kar kratko obdobje za to, da narediš, ne vem, da se na novo lotiš kolekcije, ker ne veš, a boš še v tem prostoru ostal. In to se je potem vleklo, kar 3 leta smo podaljševali. In v tem času se je pojavila potreba, da ustanovimo društvo, da formaliziramo to našo dejavnost, ki je v osnovi razstavljanje izdelkov, prodaja, hkrati se pa lotevamo tudi skupnih projektov z novimi vsebinami. Tako da dejansko vaše društvo je že v štartu, torej v tem nekem osnovnem konstruktu pravzaprav povezuje torej poleg nevladnih dejansko sektorja oziroma poleg ustvarjalcev tudi gospodarsko družbo. Ste torej že v samem konstruktu zastavili sodelujoče? Ja, v bistvu mi smo po večini freelancerji, ustvarjalci, in kot gospodarska družba se ne tretiramo, čeprav... V sodelovanju in povezavi, torej da ste dejansko imate in trgovino in kot prodajno stvar, to ste mislili bolj, mogoče sem se narobe izrazila. Ja, saj nekateri nas trpajo potem v ta predal gospodarskih družb, sploh se je to izkazalo, ko smo v tem COVID obdobju recimo podporo iskali. So nas umestili v gospodarstvo, ampak mi se čutimo kulturnike. Razumem. Tudi projekti, ki jih delamo, so čist taki umetniški že pravzaprav. Torej, kaj je potem, bi lahko dejali, primarna dejavnost Društva ustvarjalcev Detajl? Ja, v bistvu je to en skupek predstavljanja našega dela, vsakega individualno, razstavljanje izdelkov, kombiniranje storitev in ponudbe v neke nove rešitve. Pa hkrati to nadgrajevanje vsega, kar počnemo v neke nove vsebinsko podprte projekte in razstave. Načinov biti kreativen, biti ustvarjalen je premnogo, tudi izdelkov tovrstnih, zato recimo, da se tudi sama in predvsem vsi tisti, ki nas zdaj v tem trenutku gledajo, lahko predstavljamo. Torej, za kakšno vrsto umetnosti pravzaprav gre, o kakšnih izdelkih pravzaprav govorimo. Tudi povedala si zdaj že večkrat, tudi v samem imenu je jasno, ker ste društvo ustvarjalcev, da torej govorimo o enem skupku različnih ustvarjalcev. Torej, katera področja morda lahko začneva pokrivate in seveda kakšni so potem temu sorazmerni tudi izdelki? Začeli smo z oblačili in modnimi dodatki. Zdaj imamo pa že kar zelo široko paleto. Imamo v ekipi 2 ilustratorja, oblikovalce lesenih izdelkov, naravno kozmetiko, okrasne predmete, predmete za opremo prostora, potem imamo knjige. Založbo imamo tudi pisateljico v ekipi, astrološke karte, kar en kup stvari se vedno pojavi na novo. Najbrž sem kaj pozabila, otroška oblačila, dodatke, obutev smo imeli v ponudbi. Poleg teh rednih članov, ki nas je običajno nekje 10 plus minus, gostimo tudi uveljavljene umetnike in ustvarjalce iz cele Slovenije. Mi smo imeli že tudi priznana imena, na kar smo ponosni. In vedno dopolnjujemo to našo ponudbo z trenutno ponudbo gostujočih, ki se kar spreminja. Več ustvarjalcev zagotovo pomeni tudi več
rečem zelo nasplošno, ker seveda nisem iz te branže, ampak pravzaprav tako si predstavljam več različnih nekih vizualnih estetik, več različnih kultur oblačenja oziroma vseh teh modnih trendov. Kako recimo torej se usklajujete vsi ti ustvarjalci, ki ste, kot sem razumela, torej člani društva, no, torej tisti, ki tudi potem razstavljate, konkretno programsko, torej kako gre za te programske uskladitve? Nekdo ima torej oblačila, spet drug ima nakit, tretji, kot smo lahko slišali, astrološka znanja. Široka paleta pomeni tudi pravzaprav eno dobro koordinacijo, organizacijo. Tudi pa hkrati je to izziv, kako na videz nezdružljive stvari včasih združiti. Dvakrat na leto naredimo fotoshooting vsega, kar ustvarjamo in tja vključimo vse, tudi tisto, kar mogoče ne spada pod nek modni styling, tudi ilustracije, tudi astrološke karte, tudi knjige, tudi poleti na modni reviji predstavimo še vse, kar ne spada na telo, pa spada v prostor. V bistvu je to naš izziv, kako na inovativen način vključiti stvari, ali pa recimo ne zmenimo se točno, kaj konkretno kdo dela, delamo temo, določeno vsebino in vedno se zgodi, ko prinesemo izdelke skupaj, da nam nekako padejo skupaj. Vedno najdemo kombinacije, ki dobro zaigrajo. Nekateri člani so tudi se povezali med seboj, recimo po 2 članici sta razvili novo kolekcijo izdelkov, kar se mi zdi super, da gradimo, da se stvari razvijajo naprej, da niso same sebi namen in postavljene skupaj nekako ali pa na silo zložene, da se tudi povezujejo in razvijajo. Se mi zdi to super. Kar nekaj takih projektov je, ki bi jih seveda lahko izpostavili, nekaj je po moje prav, da tudi jih izpostaviva. Recimo sama poznam ta projekt Modri rekelc, ki je nastal ob 100. obletnici torej rojstva tega našega Karla Pečka, ki je seveda bogato vplival tudi na našo kulturno identiteto Slovenjgradca. Mimogrede naj izkoristim priložnost, če še niste videli, si lahko ta zadnji pogovor z Karlom Pečkom še vedno gledate tudi na našem kanalu. No, vi ste pa takrat vzeli to njegovo kraljevsko modro barvo, ki je pravzaprav bila neka povezovalna rdeča nit, no, zdaj malo pod narekovaj rečeno, torej tega vašega projekta. In se je tkala v vseh možnih torej oblikah in pravzaprav tudi strukturah. Morda par besed o tem projektu in morda resnično izkoristiva priložnost in poveva še kakšne druge projekte, ki jih pač sama res ne poznam. Mislim, da je bil ta Modri rekelc naš najprepoznavnejši projekt in tudi meni osebno je izpadel najboljše. Zanimivo je pri tem mogoče to, da so fotografije nastale v rekordno nič časa, ker smo mislim, da smo takrat delali tudi modno revijo in je bil dan natrpan z vsem. Ta Pečko je bil taka zelo konkretna ideja. Mi si vsakič postavimo temo. Takrat smo bili vezani tudi na en razpis projekt in smo to temo že vnaprej prijavili. Kolebali smo med Hugom Wolfom in Karlom Pečkom, ker takrat je bilo tisto leto. In ta modrina se nam je vizualno zdela bolj prepričljiva ali pa bolj inspirativna za to, kar mi počnemo. Tudi na nek način morda bolj prepoznavna, no, zdaj, če gledava še iz druge perspektive, kot tekstura, kot barva, kot nekaj, kar opaziš, no, vizualno. Sem slišala tudi opazko, da eni moji meni ljubi osebi je bil Slovenjgradec nekako, ki ni od tu, vedno rjav. In od tiste razstave naprej pravi, da od takrat naprej je zanj Slovenjgradec modre barve. Očitno ni prej videla še slike od Pečka, no, recimo, ali Sukiča, no, ker ta kraljevsko modra je že nekako pravzaprav tudi ena vizualna estetika, ki je počasi postala za Slovenjgradec prav skozi ustvarjanje. To se je v bistvu nanašalo na to postavitev na glavnem trgu, kjer so bila ta platna v modrini in v soncu, so kar žarela in so izstopala po celem mestu. Trenutno imamo postavljeno
na istem mestu pred detajlom To govorimo torej v mestnem jedru. razstavo na temo Dotik. Mhm. Ta je nastala v lanskem letu in dotik je bil en tak pojem, taka vsebina, ki se nam je zdelo, da vsem manjka, vsi smo pogrešali dotik, saj še vedno se to obdobje ni končalo. In je vsak pri sebi razmišljal in izhajal iz tega občutenja pomanjkanja stika z bližnjim in se mi zdi, da so tudi nastale take zanimive nove rešitve. No in to razstavo se mimogrede lahko naši gledalci, kolikor jih pot zanese v Slovenj Gradec, še vedno gledajo, Še vedno na glavnem trgu. pred detajlom. Tako, pred detajlom. Konkretno, koga vse torej vi nagovarjate? Kdo je vaša ciljna publika? In morda tudi, kako se lahko recimo vključijo tisti, ki ste pa želeli postati člani ali prostovoljci ali ne vem, oblike verjetno imate vključevanja in participacije v društvu, no? Nagovarjamo vse, ki nas slišijo ali opazijo. V bistvu vse ljudi, ki imajo afiniteto do oblikovanja, do estetike, ki uživajo v tem, dosti ljudi pride k nam, tudi sami povejo, da se pridejo malo dušo napolniti. Pridejo k nam kot v galerijo na ogled. Imamo pa tudi ljudi, ki so stalni kupci, stranke, ki nosijo naše izdelke, ki nas spremljajo na družabnih omrežjih dosti. Nove člane vabimo osebno, vedno smo odprti za sodelovanje z novimi mladimi ljudmi. Sploh se mi zdi, da zdaj v tem času, v obdobju 6 let, se je ekipa kar dosti pomladila. Mladi imajo čisto ene nove poglede na ustvarjanje, na sodelovanje, neke nove tehnološke rešitve in to je vedno dobrodošlo. Vabimo vse, ki imajo, ki so, ne vem, toliko močni v tem, kar počnejo, prepoznavni, da je to zanimivo vključiti v ves ta naš sortiman. Kaj pa kolektiv, recimo, da si lahko lažje predstavljajo, še morda na koncu, za kakšen kolektiv gre? Torej, razumela sem povprečju okoli 12 posameznikov, ste bolj ženski kolektiv? Bile smo ženske, s tem, da zdaj imamo že 3 fante, pa še morda kdo? Še en se nam obeta. Tako da potem bomo že počasi prišli na 50-50, kar je tudi dobrodošlo, ker če smo same ženske je... in moškim pogledom recimo pri vašem delu? Je zelo izrazita razlika med nekim pogledom v nekem širšem smislu besede? Ja, moški so bolj racionalni, ne, takrat, ko pride do kakih težav, moški znajo racionalno odreagirati, ženske smo pa čustvene in se včasih zapletemo. In kake nehvaležne stvari, kot recimo delitev, dežurstev, to opravljajo fantje, ker njim nihče ne zameri. No, kaj bi dejala, če bi te kdo vprašal, ali je društvo ustvarjalcev Detajl, kaj je njegov družbeni doprinos? Težko vprašanje, se vem, ampak kljub temu namen tega je, da pravzaprav prav to predstavimo. In včasih je potrebno stvari tudi kar na glas povedati. Ja, zdaj nekaj tega sem že omenila. To, kar počnemo, pa ne vem, v to vključujemo vedno neke lokalne vsebine, lokalno arhitekturo, fotografije recimo. Skrbimo za neko prepoznavnost našega okolja širše, v bistvu smo ponosni na to našo identiteto. Hkrati pa tudi to, da nudimo mladim ustvarjalcem nek prostor. Jaz sem takrat, ko sem začela delati tega, zdaj že 20-25 let. Če bi takrat obstajal tak prostor, kot je Detajl, vem, da bi mi bilo mnogo lažje. Je dejansko neka platforma. Nek začetek, nek tak, ne vem, inkubator idej, kjer se zgodi kar kak brainstorming in kake nove ideje dobijo tudi nek rezultat.
povejo še kontakt za konec, kako lahko recimo vsi tisti potencialni, zainteresirani prostovoljci, člani, kakršnakoli oblika pač že je, stopijo s teboj v kontakt? Lahko nas obiščete v detajlu, lahko nam pišete na Facebook ali pa na mail d.tajl.shop. Aha, apna. Se moram priznati, da ne vem. No, torej, živimo v Maila svetu, na pamet. svetu Mislim, vseh da ga imamo na informacij, Facebook strani. tako, vidite tudi napisanega. pod nami, kako se izpiše, torej društvo ustvarjalcev Detajl. d.tajl@shop.si. Ekola. Mogoče. Morda. Stanka Blatnik, najlepša hvala, brez morda, ampak zagotovo najlepša hvala torej tako za ta pogovor, za obisk v RAMO-U in seveda tudi za tvoj družbeni angažma in družbeni doprinos, ki ga seveda z tako svojim angažmajem, svojo kreativnostjo, kot seveda tudi z društvom vlagaš in doprinašaš v našo mestno okolje. Bom rekla kar hvala enako. Hvala lepa. No, hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Kaj kmalu se bomo videli v sklopu naslednjih predstavitev nevladnih organizacij. Mimogrede, to ni prva predstavitev, tako da si lahko na našem kanalu ogledate tudi ostale že obstoječe predstavitve nevladnih organizacij. V tem trenutku pa le še srečno. Čau.